Palomar, Palomar, Palomar. Yes, Mr. Zelensky, of course. Thank you. And peace to you too. Okay. Yeah. Bye. Thank you. In? Kaj je povedal? Zelo pomembne stvari. Kako je bilo v Londoni? Neke korake je omenil, ne vem, možno, da so šli kam peš. Mislim, ker smo mi dva Stencako šla nazadnje v London na styling, sva se tako nahodila. Sem imel tiste nove bele superge, me tako užulo, me bolelo to, porcija in še No, verjetno je govoril tudi o načrtu za mir. A je povedal kaj več? Ja, je ogromno povedal, samo iskreno, ga težko razumem, ker ima ti svoj naglas, ko govori. Ne razumem, ne vem, zakaj se človek bolj ne potrudi. Ampak dobro, ne rabim se ga razumeti, ker samo čutim, in tem se ga rekla, da imam dosti empatije in je treba... Tukaj imate par dokumentov, par možnih izhodišč za sestanek v četrtek. Odlično. Tukaj so tudi možne strategije, mnenje ministra za obrambo, gospoda Sajovica. Vem, kaj pravi. Da delamo dobro. Ja, pa res. Ja. Zelo cenim tvoje delo, ampak jaz sem še vedno držal svoje strategije. Se pravi, samo da malo poslušaš. Pridem na govorniški pult, pogledam, že malo žaljeno in rečem: Mr. Putin, stop this war now! Zaprem mapo, žaljeno grem dol. Je to to? Če delovala za Palestino, pa tudi za Ukrajino. No, za Palestino ni zares delovala. Čakaj. Je danes premirje v Palestini? Ja, zdaj Izrael še vedno obstreljuje, preprečuje dotok humanitarne pomoči. Da ne mi biti patetičen, rekel sem, ali je danes uradno premirje v Gazi? Uradno je. In za to smo poskrbeli in tako bomo poskrbeli tudi za Ukrajino. Ok, grem. Pakirat za Bruselj, Stencako, greva. Koliko rabim za 4 dni? Sam še tole. Kot ste želeli, je naša interna enota za kibernetski kriminal uspešno udrla v računalnik od gospoda Snežiča. Pobrisali smo vse datoteke, izbrali vse, kar potrebujemo. Ste našli fotografije? Da, smo. So je tukaj. Da vidim. Opozarjam, so zelo nazorni. Čakaj. Kaj? Pa tu je vse on? Ja. Na vseh fotografijah je Miha Kordiš. Dobro, priznam, da tega nisem pričakoval, ampak mogoče nam kaj še prav pride. In tu je to. Predvsem pa, držimo se našega plana, naše strategije, točno veš, kaj je tvoja naloga? Da, vem. In mislim, da bo vsak čas tu. Potem jaz letem, da ne bo sumljivo. Čau! Čau. Živijo. Živijo, Brane. Izvoli. Ja, jaz bi sam rekel, da če ste vi od jezikovnih tečajev, da sem se že prijavil. Ne. Jaz sem nekaj čist drugega. Prav, kaj pa je tole? Tole je poslanec Miha Kordiš. Ne vem, če ga poznate, ampak pred kratkim je objavil, da zapušča svojo stranko Levica in ustanavlja svojo lastno. Kar pogumno dejanje, kaj ne? Ja, ampak kaj ima pa to z mano? Dobro vprašanje, ampak napačno. Pravo vprašanje je, kdo mu je dal denar za to dejanje? Sam res, od kje mu pa denar? Mi smo mu ga dali, ker se nam zdi to pomembno za demokracijo. In smo ga pripravljeni dati vsakemu samostojnemu, svobodno razmišljajočemu slovenskemu politiku, ki bi se rad podal na samostojno pot. Vsakmu? Ja. Čisto vsakmu. Sam ne več prek genija, ker to so nas pogruntali. Aha, okej, bom razmislil. Ja, odlično. Za začetek rabiš sam še malo razmisliti o imenu. Recimo Miha Kordiš bo dal ime Levo krilo. Dobra ideja, ne? Taka športna metafora, super sporočilo. Mogoče bi ti lahko razmišljal v podobni smeri. Aha, prav, čakaj. Ja, že vem. Če je on levo krilo, potem bom jaz desne hlače.